Pozdravljeni v novem AEQ Q&A-ju. Vprašanje gledalca, na katerega bom danes odgovarjal, je pa sledeče. Dolga leta sem si prizadeval, da dosežem določen cilj. V mojem primeru je šlo za odprtje lastnega studia in finančno samostojnost. Ko mi je to uspelo, pa nisem občutil veselja, ponosa ali zadoščenja. Namesto tega sem začel občutiti praznino, brezsmisel in celo odpor do tega, kar sem ustvaril. Zakaj se to dogaja? Zakaj po doseženem cilju občutim praznino? Če gledamo na to stanje ali pa na ta proces, ki ga je gledalec v vprašanju dobro opisal, in je zelo pogost, je ima več plasti, tako kot vedno. In v bistvu je povezano s tem, da je zelo jasno povedal ali pa napisal, v bistvu boš napisal dinamiko, ki se, tako že prej rečeno, pogosto pokaže, ko dosežemo cilj, ki smo si ga močno želeli ali pa smo se za njega močno trudili in začutimo praznino namesto radosti, zadovoljstva in veselja. In kot bom v nadaljevanju razložil, je to stanje logična posledica več vzrokov, ki pa se med seboj prepletajo. Prvi je tukaj vpliv anhedonije. Anhedonija je stanje, o katerem sem že večkrat v Q&A govoril. Bom samo osnove povedal. To je stanje, ko oseba enostavno ne more biti zadovoljena, se ne more zadovoljiti ali biti zadovoljna. Lahko jim rečemo po eni strani tudi neke vrste depresija, kar tudi v bistvu je, ampak ima seveda bolj globoke korenine, kot samo to, da pač je nekdo težek za zadovoljiti, da je prezahteven in podobno, ampak je v ozadju močna potreba po tem, da se ne začuti užitka, da se ne začuti zadovoljstva, da se ne začuti smisla. Dejansko, če bi iz vidika stresa razložil, je to pomeni, da je oseba v distresu, se pravi v kronični neučinkovitosti reševanja problemov, ki omogočajo, da v bistvu ne čuti jasno, kako je, da se ji zaradi tega občutka anhedonije zmanjša sposobnost jasnega zaznavanja telesnih počutij, in seveda to potem pelje, da se narobe odloča, da daje prioritete preveč v eno, premalo v drugo stran, da ne zna in ne more znati pravilno razporediti čas in energijo. In potem pride do stanja anhedonije, kjer v bistvu čuti neko tako otopelost, otrplost, zamrznitev, odtujenost, kar je pa seveda učinkovit način, da ne pride stik s svojimi notranjimi stanji, potlačenimi čustvi, potlačenimi dogodki, spomini, travmami. In seveda tudi v takem primeru izjemno težko ali pa ne more pravilno si postaviti prioritete, razviti smisel, zakaj nekaj počne, kam jo to pelje, kakšen je dolgoročen efekt in kaj si res želi in kaj si res ne želi. Osnovna podlaga za anhedonijo je v bistvu senzorno-motorna amnezija in dejansko nezmožnost telesa in s tem tudi živčnega sistema, da gre lahko iz simpatičnega v parasimpatično stanje. In ko taka oseba leta in leta gradi pot do cilja, je seveda takrat tudi logično v aktivaciji simpatičnega sistema, ker če hočemo nekaj doseči, se premakniti nekam, iti naprej, je logično, da moramo delovati, da moramo vplivati na okolje, da moramo dajati energijo, to pa seveda je stanje, ki zahteva simpatično delovanje avtonomnega živčnega sistema. In zdaj, če je ta projekt velik, močen, ali pa če v bistvu s tem, da dosegamo cilj, si pomagamo prikriti, popačiti ali potlačiti določena druga stanja, ki so v telesu že preden smo dobili sploh idejo za ta projekt, je seveda potrebno vzdrževati stalno bolj ali manj močno aktivacijo simpatičnega sistema delovanja, ki omogoča, da zanikamo, odmaknemo ali prikrijemo, zakrijemo, popačimo
notranje občutke in s tem v bistvu se ni treba soočiti z dejanskim stanjem ali pa s vplivom preteklosti na našo sedanjost in prihodnost, kar pa seveda zahteva, da popačimo, da pride do, v bistvu bolj rečeno, do izrabe ali zlorabe cilja, ki ga imamo, ker doseganje cilja potem povežemo s trudom, napetostjo in lahko rekli tudi mogoče borbo za preživetje ali pa voljo po življenju. In ko ta cilj dosežemo, kar se običajno prej ali slej zgodi, bi pa morala slediti sprostitev, moralo bi priti do prehoda v parasimpatično stanje in posledično s sproščenostjo in umirjenostjo tudi občutanje radosti, zadovoljstva, ponosa, veselja in uživanja v sadovih preteklega dela. Če pa je seveda prišlo do tega, kar sem prej opisoval, in je doseganje cilja bilo izrabljeno ali zlorabljeno, pa seveda do tega ne pride, zaradi tega, ker je enostavno preveč nevarno, da bi se oseba sprostila, tudi če ima za to vse potrebne ali pa zahtevane, želene pogoje. In strah pred sproščenostjo, ki bi za sabo potegnila preboj potlačenega, tistega, česar nas je strah, kar se nam upira, kar želimo pozabiti, kar želimo pustiti za sabo, čeprav trmasto vztraja in hodi za nami iz preteklosti v sedanjost skozi podzavest. Razvijemo to, kar pravi, imenujemo alergijo na sproščanje, in seveda do te sprostitve ne pride, ali pa če pride do kratkotrajne sprostitve. Hkrati pa glih zaradi tega, da do sprostitve ne pride in da sistem prepreči sprostitev in zadovoljstvo, ustvari praznino in odpor do tega stanja, ker telo pač sproščanje ali pa tudi podzavest sproščanje direktno poveže z nevarnostjo, ki jo taka sprostitev za sabo potegne. In seveda tak občutek nelagodja, nezadovoljstva je logično, da onemogoči sprostitev in s tem v bistvu prepreči soočenje z notranjostjo ali pa tudi z okolico, ker bolj, ko smo sproščeni, bolj realno ne čutimo sam sebe, ampak ker sebe čutimo bolj realno, lahko preko sebe bolj realno začutimo tudi druge, ki so z nami ali ali pa ne nujno samo ljudi, ampak tudi splošen utrip ali pa vpliv okolice, v kateri smo. In zdaj, če to bolj jasno začutimo, lahko seveda začutimo tudi tisto, kar nam ni všeč, kar nam škodi, kar nam povzroča kronične probleme. In zdaj, bolj ko to začutimo, bolj jasno, ko to začutimo, manj ko dvomimo v to, kar smo začutili iz sebe v zavest, večja je sila in potreba pred spremembo. In tukaj potem oziroma po spremembi, in tukaj potem nastopi drug vidik tega vzrokov za to stanje, in to je strah pred spremembo. Ker ko dosežemo določen cilj, to pomeni spremembo. Se pravi, dosegli smo nekaj, česar prej ni bilo, in zdaj je drugače. In pride seveda tudi do spremembe identitete. In v takem primeru recimo ta oseba sebe poistovetila s tem, da se bori za studio, potem pa čez noč, čeprav ta noč je lahko dolga, pride do tega, da postane lastnik studia in potem je nekdo drug. In to seveda, ta sprememba lahko in pogosto tudi povzroči notranjo nestabilnost, ker seveda podzavest te osebe, ki stanje v telesu takšno, kot je bilo, temelji in uporablja, oziroma v tem primeru verjetno bolj rečeno izrablja ali zlorablja ta boj za studio, zato, da lahko ohrani senzorno-motorno amnezijo pa čustveno zrelost na primernih ravneh, da oseba ne postane naporna za okolje in od njega zahteva spremembo. Seveda tudi potem, ko postanemo lastnik studia, podzavest še zmeraj vztraja na tistem znanem,
delovanju odprej, čeprav je to delovanje naporno, ampak ko razmislimo, če je ta napornost delovanja nujno potrebna zato, da ne razvijamo močna čustva, zato, da smo utrujeni, da smo zamrznjeni, da smo otopeli, da smo pogosto tudi razočarani, ker nam življenje kar naprej meče polena pod noge, da ne moremo do tega studija priti na lažji način. Potem običajno tudi vidimo druge ljudi, ki isti cilj dosežejo bistveno lažje kot mi in seveda smo potem še zaradi tega še bolj zagrenjeni in podobno. In seveda tukaj v tem primeru zaradi strahu pred spremembo lepo noter paše Newtonov zakon o vztrajnosti, ker jasno določi, da telo in psiha želijo ostati v prejšnjem vzorcu, kljub temu, da bi morala iti naprej v nov vzorec in seveda tukaj, če primerjamo vztrajnost zavesti, ki ima nizko maso, in vztrajnost telesa ter podzavesti, ki je vezana na telo, ki ima veliko večjo težo, je tudi potem vztrajnost telesa, da ostane na starem in v starem vzorcu veliko večja. In zavest gre v nov vzorec, oseba dojame na zavestni bolj plitki ravni, da je lastnik studija in da zdaj ni več isto, kot je bila prej. Telo pa podzavest skupaj z roko v roki pa še kar naprej trajbata po starem. In seveda potem pride do razlike v počutju in če razmišljamo, kakšna je moč zavesti, ki se je že tako iztrošila, obrabila in izčrpala, ko se je borila za studio, je seveda nizek in potem tistega občutka sproščenosti, zadovoljstva, ponosa in radosti, ki bi ga morali dobiti iz telesa, zaradi vztrajnosti telesa, da ostane takšno, kot je bilo prej, seveda ni. In potem pride do take praznine. To je pa spet povezano s čustveno zrelostjo, ne, ker sprejeti dejstva, da smo se mogoče za ta studio borili in vlagali ogromno časa in energije zaradi nekih drugih razlogov, ki so nam bili prej prikriti ali pa jih nismo želeli sprejeti, videti in delovati na osnovi novih informacij, ki bi jih dobili iz sebe ali pa tudi od drugih, vodi v to, da rajš pustimo stvari na mir, delamo po principu vztrajnosti, zavest vztrajno rine naprej, telo in podzavest vztrajno rineta nazaj. In tukaj je raven čustvene zrelosti, ki definira, s kako neprijetnimi novicami se lahko celostno soočimo in do kakšne vplive okolja lahko prenesemo, brez da zdrsnemo v stare vzorce, zelo pomembna in v takem primeru seveda govorimo prej o čustveni neprimerni zrelosti ali pa nezrelosti in tukaj AEQ jasno uči, da šele dovolj visoka čustvena zrelost omogoča, da sproščanje, ki sledi uspehu, dejansko postane vir užitka in novih priložnosti. Drugače pa če te zrelosti pa ni dovolj, pa seveda to sproščanje, kot že prej povedano, sproži tesnobo, strah pred sproščenostjo, strah pred alergijo na sproščanje, ker sistem tega enostavno ne zmore regulirati, kar pa seveda potem logično vodi v odpor do samega uspeha, ker ga v bistvu, čeprav na zavestni ravni si ga želimo in smo tudi prepričani, delamo upravičeno, da ko bomo to dosegli, bo pa dobro, bomo pa v redu, bomo pa veseli. Se potem, ko se to ne zgodi zaradi anhedonije, zakrčenosti in čustvene zrelosti, soočanja s tistim, kar se sprosti ob uspehu, tudi ne, mogoče bi bilo tako boljše povedati, da se ob takem uspehu sprosti marsikaj od prejšnjih neuspehov, tako naših, kot tudi naših staršev, in potem pride do zmede, ker ne razumemo, zakaj ko bi se morali počutiti dobro, se ne počutimo dobro, ker imamo še neobdelane ali pa neoddelane stare grehe, tako svoje kot od naših prednikov, ki so nam jih skozi vzgojo in sobivanje v otroštvu dali na nas. Potem pa seveda tukaj pride še četrti vzrok in to je, lahko rečemo, narcistični obrambni mehanizem, ki se običajno oblikuje v otroštvu med 3. pa 6. letom starosti, če in ko oseba, otrok tukaj nima stabilnega občutka samega sebe, ker ga ne dobi
iz odnosa s staršem ali staršema, gradi ali pa si postavljate cilje in gradi pot do njih kot nadomestek lastne identitete. Seveda pa, ko ta cilj doseže, njegova identiteta ostane pa enaka kot prej, v bistvu začuti to praznino, ker ta notranja praznina v prejšnjem prehodu ali pa na poti do cilja se v bistvu ni gradila, in potem dobimo tukaj recimo klasično zgodbo o Ikarju, kjer sta deda ali pa Ikar vlagala čas in znanje v razvoj kril. Ni bilo pa časa ali pa ni bilo pa zavedanja, da bi dedal in Ikar v bistvu gradila to čustveno zrelost, kako prenesti višino in da ne pride do tega, da se osebi od višine zvrti, ker potem seveda ves tisti razvoj in dosežen cilj, se pravi, ki ga je dedal si zastavil, da bo naredil krila, ki bodo človeka ponesla pod nebo, ga je v bistvu sicer Ikar dosegel, ampak potem ni zmogel pritiska in je padel v svojo pogubo in je v bistvu namesto, da bi začutil tisto navdušenje in veselje, ker je dosegel nekaj tako pomembnega zase in za druge, je prišlo do dejansko močne praznine. In če je oseba grajena skozi narcistično strukturo, ker v bistvu kako do tega pride, učim na predavanjih ali pa tudi na programih, seveda doživlja življenje kot prazno in brez pravega smisla, glih zaradi tega, ker nima pravega in dejanskega stika sam s sabo, ker ni sposoben, nima primerno razvite čustvene zrelosti, da bi lahko imel nizko senzorno motorno amnezijo. In potem pridemo do takega stanja, kot ga gledalec opisuje, in tukaj v bistvu lahko vidite, da vidik ali pa pogled AIQ metode na tako stanje je, da se razvije iz kombinacije senzorno-motorne amnezije, kronične simpatičnosti, strahu pred sprostitvijo, nizke čustvene zrelosti in različnih obrambnih mehanizmov, ki so v preteklosti preprečevali pristno, avtentično čutenje skozi proces življenja, in tako v bistvu se v takih primerih razvije dejstvo, da cilj nikoli ni postal vir radnosti, ampak samo sprožilec potlačenih vsebin, pred katerimi se moramo pa zaščititi skozi praznino in odpor, ne. In osnovna logika pri AIQ je ta, da če in ko je oseba pripravljena to praznino občutiti, je pripravljena tudi ustvariti smisel, in takrat ta smisel tega, kar počnemo, temelji na nas, ne pa na zunanjem svetu, in potem se tudi primerno veselimo tega, kar dosežemo. Vsekakor se da takem stanju, kot ga gledalec opisuje, konkretno pomagati z učenjem AIQ logike, pravilnim izvajanjem AIQ vaj in odgovorno uporabo AIQ-ja. Pri AIQ učiteljih, ki v bistvu znajo te stvari razumeti skozi lastno zgodbo, skozi lastno odločenost in odgovornost urejati samega sebe, in tudi soočenje s tem, da ko dosežejo svoj cilj, recimo dobijo licenco, začutijo neko radost, nek ponos, potem pa običajno tudi poročajo o tem, da začutijo praznino, začutijo negativna čustva, ali pa se tudi okolica negativno odzove na to dejstvo, kaj so postali, kaj so dosegli. In v bistvu, ko bolj razumejo, zakaj do tega pride, je seveda napredek lažji in v bistvu razumejo, da je del veselja, uspeha nekaj časa tudi grenkoba zaradi preteklih neuspehov, in bolj ko to razumejo, bolj se lahko veselijo naslednjega uspeha, ki je malo bolj sladek in malo manj grenak, in dolgoročno pridejo ven iz teh težav ter skozi primerno visoko čustveno zrelost v bistvu delujejo veliko bolj umirjeno in seveda potem to lahko učijo tudi druge na tak način, da jim ne škodujejo, da jih ne zavajajo in da jih ne
peljejo v iluzijo napredka, ki pa v bistvu se potem izkaže, da temu ni tako. Najlepša hvala in lep pozdrav do naslednjič.